bencinskimi in dizelskimi motorji. Zapleta se sicer zaradi pomislekov Nemčije in Italije, a Evropska komisija je odločena, da je to eden od stebrov za doseganje evropske podnebne nevtralnosti. Toda je tak ambiciozen cilj sploh dosegljiv? Slovenci imamo več kot 1,2 milijona osebnih avtomobilov, električnih in hibridnih je samo peščica, manj kot 1%. Električni avtomobili so namreč še vedno precej dražji od klasičnih. Bo torej mobilnost dostopna le tistim z debelejšimi denarnicami? Električni avto je enostaven, ko pogleda, se ni več not. In seveda ga lahko naredijo. In rešitev bi bila cenejši električni avtomobili, pa možnost polnjenja tudi pri tistih ljudeh, ki danes te možnosti nimajo. Ti daj ljudem možnost, da se bojo vozili ceneje in bolje in variante. Slovenci bomo to prvi, ki bomo to zagrabili. Kaj bo torej po letu 2035? Kaj prepoved prodaje klasičnih avtomobilov pomeni za evropsko avtoindustrijo? Kaj je z mrežo javnih polnilnic? Bi električno omrežje večje število električnih avtov sploh zdržalo? 24 ur inšpektor po oglasih. Zmaga Anžeta Laniška. V zraku. Korsa že od 14. Ana Marija Hren se v službo v prestolnici vsak dan pripelje iz Reč pod obronki Pohorja. Od lanskega septembra to namesto z dizlom počne s tem električnim avtomobilom. Ja, jaz sem se za mislijo o nakupu električnega vozila resno spogledovala že kar nekje 4 leta. Tako da v bistvu je prijatelj, ki je imel lastnik večjih električnih vozil, po večkratnem pogovoru z njim nekako le dal dovolj navdušenja, da sem začela malo bolj resno razmišljati. Tako da sem v zadnjem dobrem letu preizkusila kar nekaj električnih vozil. Zame je bilo najbolj pomembno, kakšen doseg bo avto imel, saj dnevno upravljam samo na relaciji dom-služba nekje 220 km. Tudi zato se je odločila za avto z nekoliko večjo, zmogljivejšo baterijo. Ker sem seveda mogla malo pokombinirati s ceno, sem zato izbrala toliko manjše vozilo, da sem približno tukaj potem malo pokompenzirala po domače pri ceni. Je pa res, da sam ta avto naš je v bistvu postal prvi družinski avto. Recimo, jaz sem se danes peljala na razdalji, se pravi 110 km v službo. Avto sem polno napolnjena in sem se v Ljubljano pripeljala še z 80% baterijo. Torej, ko bom prišla domov, bo verjetno še okrog 50% baterija in normalno potem še vzamem mož vozilo, vozimo otroke po raznih dejavnostih, tako da vozilo, bi lahko rekli, je polno zasedeno. Ker ga polni samo doma, so prihranki, pripoveduje, precejšnji. Na dan prihranim nekje okrog 80% cene, kot sem pa v bistvu porabila prej. Izračunala sem si tudi, če bi polnila na teh javnih polnilnicah, bi bil prihranek v višini 40%, na hitrih polnilnicah pa nekje 20%. Polnjenje, ki zadostuje za 480 km, jo na domači polnilnici tako stane 7 evrov, na javni bi jo dobrih 30, a voznikov kot je Ana Marija Hren v Sloveniji za zdaj ni prav veliko. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo je med skoraj 1.300.000 registriranimi osebnimi avtomobili le slab odstotek električnih in hibridnih. Bruselj bi rad to spremenil. Po letu 2035 bi v Evropski uniji prepovedali prodajo novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje. Gre za nujen ukrep, je prepričana Marjeta Benčina iz društva Fokus. Umazana vozila so res problematična, pa ne samo zaradi podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi onesnaženosti zraka. Tako da v bistvu si moramo vsi prizadevati zaradi zelo visokih zdravstvenih stroškov, da vsa ta vozila na fosilni pogon čim prej umaknemo iz cest, iz mest. Toda kako to doseči? Lani je bilo po podatkih Avtomoto zveze Slovenije prodanih dobrih 2000 električnih avtomobilov, kar je sicer 570 več kot leta 2021, a še vedno le slabih 5% vseh. Le vsak 20. prodani avto je torej poganjala elektrika. Nič kaj dober obet, da bi se v dobrem desetletju to bistveno spremenilo, je prepričan predsednik AMZS Andrej Brglez. Majhni električni
električni avtomobili z recimo dometom 200 km so v nekih urbanih okoljih za majhen denar čudovita rešitev. Ampak s temi se danes Evropa sploh ne ukvarja. Sploh ne dela te. Dela velike športne terence, težke, namenjene za nekakšna potovanja, ki potrebujejo čisto drugačno infrastrukturo in so slab primer vsega, tudi okoljskega. Poglejmo konkreten izračun za manjši mestni avtomobil. Maloprodajna cena osnovne verzije z bencinskim motorjem je 13.790 evrov, cena takšnega z električnim motorjem pa še skoraj enkrat toliko, 25.990 evrov. Tudi če od tega zneska odštejemo subvencijo, ki za nakup novega električnega avtomobila znaša 4.500 evrov, je torej električni avto še vedno bistveno dražji od klasičnega z motorjem na notranje izgorevanje. Zaradi višje cene električnega avta je tehtala tudi Ana Marija. Jaz sem tako razmišljala o nakupu novega vozila in potem je ta cena, v bistvu, ki je bila v začetku toliko višja, povrnjena nekje v tretjih letih. Četudi električni avto na dolgi rok prinaša prihranke v primerjavi s klasičnim, je za mnoge zaradi visoke cene še vedno nedostopen. Elektromobilnost danes spremlja celo to, da postaja še bolj razslojevalna, da si bojo v bistvu bolj ekološko vožnjo lahko privoščili samo tisti z zelo velikimi prihodki, kar se ne sme zgoditi. Tudi zato, opozarjajo v društvu Fokus, so ključne subvencije. Je pa res, da so včasih malo nepravične, ker nekdo, ki ima recimo na minimalni plači, se zelo težko privošči 40 tisoč za avto in tudi tistih 5, 6, 7 tisoč evrov ne pomeni veliko. Nekdo, ki pa že ima ta denar, mu je pa to samo še dobrodošlo, še dodatno denar. Tako da v te subvencije bi morale biti bolj socialno pravične. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo o tem razmišljajo, a v kratkem sprememb še ne načrtujejo. Spodbude ostajajo zaenkrat take, kot jih poznamo, se dodeljujejo preko ekosklada, se pravi za električno vozilo je to do 4.500 evrov neposredne finančne spodbude. Ekosklad pa nudi tudi možnosti ugodnega kreditiranja ekokreditov. Novomeški Revoz. 1400 zaposlenih tu izdeluje dva Renaultova modela, Clio in Twinga. Tega, kot pojasni predsednik uprave Revoza in direktor tovarne Jože Bele, že kar nekaj časa tudi v električni različici. Danes poteka proizvodnja električnega Twinga na isti proizvodni liniji kot proizvodnja Twinga s termičnim motorjem. Gradnja termičnega motorja se v bistvu ne razlikuje od vgradnje motorja, električnega motorja. Bistvena razlika v sestavi električnih avtomobilov je na delovnem mestu vgradnje pogonske baterije. Kot vidite, pogonska baterija je večja, težja in zahtevnejša za vgradnjo v primerjavi z montažo rezervoarja goriva. Pred nami se torej nahaja električni motor in kot vidite, na tem motorju je tisti klasični električni motor samo v tem delu, vse ostalo pa predstavlja elektronika in pa sestavni deli za hlajenje motorja. Ker v isto karoserijo vgrajujemo tako termične kot električne motorje, sama oblika motorja ni bistveno različna. 40% v Revozu izdelanih Twingov ima električni motor. Kaj to približno pomeni v številkah? Dnevno izdelamo od 150 do 180 avtomobilov z električnim motorjem. Kriza v avtoindustriji sicer tudi Revoza ni obšla. Nekdaj je tukaj delalo več kot 2000 delavcev v 3 izmenah, ostala je le še ena. Lani so izdelali 68.000 avtomobilov, 3-krat manj kot pred korono leta 2019, a na leto 2035, če bo veljala prepoved prodaje novih klasičnih avtomobilov, so, zagotavlja Bele, pripravljeni. Imamo že 6 let izkušenj z izdelavo električnih avtomobilov in nam ta prehod leta 2035 ne bo delal težav. To pa bo, je še prepričan, vplivalo tudi na samo ceno. Z masovno proizvodnjo oziroma s povečanjem proizvodnje električnih avtomobilov pada tudi cena električnih avtomobilov. To
Toda težava pri spodbujanju elektromobilnosti ni le cena električnih avtomobilov, pač pa tudi sama polnilna infrastruktura. Na eni strani neverjetno zapleteni postopki plačevanja na javnih avtomobilskih polnilnicah. Vsak ponudnik ima namreč svoj sistem identifikacije in plačevanja. Zato pripoveduje tudi Ana Marija Hren, je treba ob nakupu električnega avta razmišljati o domači polnilnici. Brez tega ne bi šlo, a ne? To je res pomemben podatek, da takrat, ko se odločujemo, je pomembno, da vzamemo polnilno postajo, kjer jo polnimo na trifaznem toku. Zdaj, meni se avto nekje napolni, ko ga pripeljem domov, v 6 urah nazaj napolnjega, ne? Po drugi strani je težava tudi sama razvejanost javnih polnilnih postaj. Možnosti, da si postavijo svojo polnilnico, še zdaleč nimajo vsi, še zlasti ne v večstanovanjskih soseskah. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zato smelo napovedujejo širitev mreže polnilnic z zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva v prometu. Zakon med drugim nastavlja tudi postavljene polnilne infrastrukture v lokalnih okoljih, kjer bodo občine sodelovale z lokalnimi distributerji električne energije in skrbele za to, da se ustrezno opremijo tudi večstanovanjska naselja z polnilno infrastrukturo. Toda, kot opozarja Andrej Brglez, je treba gledati v prihodnost. Izgradnja infrastrukture, ja, električne, ampak smiselna. Tista, ki bo oblikovana po potrebah čez 10-15 let elektromobilnosti, ki ne bo, zagotovo ne bo taka, da bojo električni avtomobili tisti, ki bojo tisoče kilometrov prevozili. Nimajo nobene logike, tam ni njihova dodana vrednost. Njihova dodana vrednost je v mestu, če so majhni, za majhen privlačena denar tudi na voljo. Ker povprečno slovensko gospodinjstvo za prevoz porabi skoraj 17% svojega proračuna, to je prepričan ustanovitelj in prvi mož podjetja Avantcar Matej Čer, dober trenutek, da temeljito razmislimo tudi o samem lastništvu avtomobila. Torej, da uporabljamo sredstva samo takrat, ko jih zares rabimo, da jih posedujemo, da jih imamo v omarah ali pa v garažah, skrite potrošimo pa celo premoženje, več kot pol plače za njih. Tako kot ne polnimo vlakov po avtobusu, pa se pejemo z njim. Tudi lastniki nismo vlakov po avtobusu, pa se pejemo z njim. V prihodnje, je prepričan Čer, se bo to korenito spremenilo. Projekcije, ki gledamo v različnih napovedih, so, da se bo število vozil že v 2030 v Evropi zmanjšalo za 25-30% na cestah. Tako da tukaj bo sigurno ceneje uporabljati storitve mobilnosti, kot pa imeti lastniško, bom rekel, nek stari dizel, pa še vse stroške s tem povedati. Avto ima 273.000, od tega je 174.000 električnih. So še iste baterije noter, da nekaj prije padlo. Ko gre za električne avtomobile, Andrej Pečak dobro ve, o čem govori. Kot pionir elektromobilnosti v Sloveniji je klasične avtomobile v električne predeloval že pred 15 leti. Vse skupaj smo jih tam nekje okoli 60-70. Večina jih še vedno vozi, zdaj pa že nekaj časa ne predelujemo več. Zadnji predelen avto je bil tisti Back to the Future, DeLorean, DMC. Zdaj izdelujejo polnilne postaje in kable za električne avtomobile, zlasti za tuje trge. Čeprav električne avtomobile vozi že več kot desetletje, Ta zadnji avto z motorjem z notranjim izgorevanjem, to je bil hibrid Prius, smo pustili leta 2012. Je Pečak do odločitve Bruslja zelo kritičen. Ne samo, da je ta zakon slab, ker jezi, draži ljudi, zbuja sovraštvo, ampak celo mislim, da za tem zakonom stojijo naftne družbe s svojim denarjem, ki je vreden trenutno letno približno 5 milijard evrov. Da je tisti, ki je ta zakon predlagal, dobil neko spodbudo iz strani naftnih družb in evropske avtoindustrije, ki jim seveda drži štango. Bolj boš ljudi razjezil, bolj bo to njim šlo v prid, ker bojo ljudje v strahu še vedno kupovali bencinske avtomobile, da jih še pokupijo, dokler se jih še da dobiti. Rešitev je prepričan, zato ni prav zapletena. Električni avto je enostaven, ko pogleda, se ni več not in seveda ga lahko naredijo. In rešitev bi bila cenejši električni avtomobili, pa možnost polnjenja tudi pri tistih ljudeh, ki danes te možnosti nimajo. Ki dajo ljudem možnost, da se bodo vozili ceneje in bolje in verjemite, Slovenci bomo to prvi, ki bomo to zagrabili.
V Sloveniji promet k celotnim izpustom toplogrednih plinov prispeva približno tretjino. Tudi pri več kot milijonu bencinskih in dizelskih avtomobilov, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, bi zato potrebovali strožji nadzor, doslednejše upoštevanje okoljskih standardov. Konkretno recimo na segmentu meritev ugotavljanja prisotnosti filtrov trdih delcev, štetja trdih delcev. Marsikatero starejše vozilo je danes lahko tudi brez tega, nenazadnje pa se to ne nadzoruje. Ob tem se sicer tudi za klasične avtomobile obetajo spremembe. Leta 2025 začne veljati emisijski standard Euro 7, kar pomeni strožje meje izpustov onesnažil. Kako konkretno to merijo, nam pokaže dr. Urban Žvar-Baškovič, asistent v laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost na Ljubljanski fakulteti za strojništvo. Tukaj vidimo par primerov naprav za merjenje izpustov onesnažil. Zdaj v osnovi lahko izpuste onesnažil delimo na plinaste izpuste in pa na delce. Tukaj konkretno spodaj je naprava za merjenje plinastih izpustov onesnažil. Te dve napravi, recimo ta in tista, pa sta za delce, pri čemer ta naprava meri maso trdnih delcev, tista naprava pa število delcev. Zdaj to je mogoče tudi relevantno, zato ker se bodo z Euro 7 standardom v bistvu je vedno večji poudarek na merjenju števila delcev, pri čemer bomo od Euro 7 standarda naprej merili tudi delce do 10 nanometrov, do Euro 6 standarda pa smo merili delce do 23 nanometrov velikosti. Konkretno denimo filtri za merjenje mase trdnih delcev. Ta je čist, ne? Ta je čist, ja. To so pomazani, ja. Ti podatki povejo, se pravi, katero vozilo je bolj čisto, katero vozilo ustreza standardom, ki so trenutno v veljavi za uporabo na cesti. Lahko merimo pa tudi ne samo vozila, ampak tudi kakšne stacionarne aplikacije. V skrbi za okolje zato še zdaleč ni nepomembno, kako stare avtomobile vozimo. Mi imamo 10 let stare avtomobile v povprečju. Niti ne tako zelo, nekje sredi evropskega povprečja smo. Če pomlajujemo vozni park z novejšimi, čistejšimi dizelskimi in bencinskimi hibridnimi avtomobili in seveda deležem tudi recimo plinskih, električnih, pa v prihodnosti vodikovih, smo na tem področju, se pravi na enem majhnem delu splošnega onesnaževanja naredili kar veliko. Ker se osredotočamo v glavnem na elektriko kot alternativo benzinu in dizlu, so izzivi tudi za samo električno omrežje. Omrežje bo na dolgi rok sigurno treba krepiti, to je zdaj seveda vprašanje upravljavcev energetskih omrežij. Hkrati pa spodbuda in priložnost za številne inovacije pri proizvodnji energije. Sončna energija, ki jo prejme Slovenija, je ogromno 30-krat večja, kot jo pa potrebujemo. Mi jo moramo zajeti, potem pa pakirati ali vodik, ali baterije, ali neke druge oblike potencijalne energije, tako da nam bo na razpolago vedno takrat, ko jo rabimo, pa tam, kjer jo rabimo. In to je ta naslednji prehod, nova revolucija. A ker vseh avtov v Sloveniji nikoli ne bo poganjala le elektrika, po izračunih bo v prihodnje takšnih kvečjemu tretjina, je treba zlasti poiskati alternative. Verjamem, da je veliko ostalega že v razvoju, kar bo morda se dalo lažje implementirati, pa bo morda tudi v Evropi lažje obnovilo. Zakaj bi se zdaj ves proračunski denar, ki bo namenjen za tranzicijo v bolj trajnostno mobilnost, usmeril v elektriko, ko pa ta zagotovo v naslednjih 50 letih ne bo edina, morda celo ne bo hrbtenica mobilnosti. Pridejo druga goriva, pridejo druge rešitve, a ne? In zato pravimo, da je treba z davkoplačevalskim denarjem modro ravnati. Izzivi so seveda tudi, oziroma predvsem, v javnem prometu. Ne želimo si zdaj, da se vsak avto spremeni samo v električnega, ampak moramo narediti korenit razmislek in v bistvu vlagati v javni potniški promet in najprej v bistvu to dnevno mobilnost prestaviti na skupinski, na javni prevoz in potem te avtomobile omogočiti tistim ljudem, ki pač nimajo druge možnosti. Javni prevoz pri nas je nekje med burlesko pa tragedijo. Če gledam, meni se ni treba v Ljubljano voziti, je zame burleska. Za tistega, ki se pa vozi v Ljubljano, je pa tragedija. Potem zdaj ti rečeš človeku, ja, a veste, v 10 letih se pa ne boš več vozil, boš pa ne vem, pešil s kolesom, potem lahko ne boš več. Časa za razmislek o tem, kaj si želimo, predvsem pa kako to doseči, ni več veliko.